Nedelja Božje besede je praznik Svetega pisma, ki ga je papež Frančišek s pismom z naslovom Odprl jim je leta 2019 razglasil za vso cerkev in ga obhajamo na 3. nedeljo v letu. Letos je bilo to v nedeljo 23. januarja. Na poseben način so nedeljo Božje besede obeležili tudi v Medvoški knjižnici, saj je od ponedeljka dalje pa vse do 11. februarja na ogled postavljena posebna razstava, ki so jo pripravili v župniji Preska. Ni naključje, da se nedelja Božje besede obhaja ravno v mesecu januarju, saj je to tudi mesec verskega tiska. V Sloveniji to nedeljo sicer praznujemo že več kot 30 let, letos pa tretjič na ravni celotne cerkve. Na to nedeljo smo se pripravljali s celim tednom pred nedeljo. Vsak večer smo pri maši poslušali uvod v mašo in uvod v Božjo besedo, kar je nekaj posebnega. Potem pa nagovore, ki so jih pripravili slovenski eksegeti oziroma predavatelji, tisti, ki študirajo, ki raziskujejo Sveto pismo in so nam skozi te uvode oziroma razmišljanja odkrivali globine Božje besede. Potem v župniji so družine in tudi posamezniki prepisovali Lukov evangelij in delček teh prepisov je tudi kot zadnji pano razstave. Župnija Preska se še posebej zahvaljuje Medvoški knjižnici, da je omogočila, da del tega dogajanja ponudi tudi vsem ostalim občanom v obliki razstave. Zato, ker verjamemo, da Božja beseda je beseda, ki človeka pomiri, ki v življenje človeka posveti kot sonce, z eno posebno toplino, z enimi posebnimi odtenki, zato ker verjamemo, da ta beseda ni samo beseda, ampak je več kot beseda, je tisto, kar reče, to tudi je. Je beseda, ki ni samo govorila o življenju, ampak je življenje. Beseda ni samo govorila o svetlobi in o luči, ampak je luč, je svetloba. In se mi zdi, da danes človek v teh razmerah, v katerih smo, prav to potrebuje. Božjo besedo so predstavili ne le s citati iz Svetega pisma, ampak so jih opremili tudi s fotografijami, ki so nastale v naši občini, in s fotografijami iz arhiva misijonarke sestre Snežne, ki so nastale v času njenega bivanja na Salamonovih otokih. Že tretjič je geslo te nedelje vzeto iz svetopisanskega odlomka o emavških učencih, kako sta Jezusa spoznala polomljanje kruha, potem ko jima je on razlagal pisma in hodil to pot skupaj z njima. Letos je še to toliko bolj poudarjeno, glede na to, da je papež Frančišek začel sinodo o cerkvi po vsem svetu pod naslovom Hodimo skupaj na poti. In del vsega tega dogajanja v župniji, v cerkvi na Slovenskem in po vsem svetu, delček tega prinaša tudi ta razstava. Geslo tokratne nedelje Božje besede bi lahko obesedili tudi sloganom od branja do oznanjevanja, od bralca do pričevalca. Gre prav za to, da od samega branja Božje besede preidemo k oznanjevanju. Ta korak niti ni tako težek, če vemo, zakaj gre pri tej besedi. Ne gre za to, da jaz besedo preberem in to, kar sem prebral, kot obnovo povem naprej. Ampak gre za to, da to, kar preberem, najprej v srcu premišljujem in ko ta beseda dobi dom v mojem življenju, se moje življenje spremeni. In oznanjevanje besede Boga ni obnavljanje, ni govorjenje te besede, ampak je predvsem življenje iz te besede. Razstava bo na ogled do 11. februarja v času poslovanja knjižnice. Ta do nadaljnjega deluje po poletnem urniku.